Na drugi tekmi državnega prvenstva v hitrostnem plezanju v Slovenski Bistrici je nastopilo 70 hitrostnih plezalcev, ki so se merili v 5 starostnih kategorijah. V tej konkurenci je uspešno nastopilo tudi 10 tekmovalcev iz alpinističnega kluba Impol, ki je bil tudi organizator tega tekmovanja. Vrhunec tekmovanja je bil pričakovano tekmovanje v članski kategoriji, tako v moški kot v ženski konkurenci. Lepo pa je biti tudi organizator, ko domača tekmovalka stopi na najvišjo stopničko. 24-letna članica domačega kluba Urška Repušič je opravila s tekmicami in najhitrejši poizkus izvedla v nekaj več kot 10 sekundah. Izjemno, ker je to domača tekma, je pritisk vedno večji, ampak sem imela tako dobro podporo, da v bistvu ni bilo nič druga opcija kot prvo mesto in to sem tudi dosegla. Nekdanja evropska prvakinja v balvanih pa je toliko bolj vesela uspeha, ker ga je dosegla na domači tekmi. Takšne zmage so vedno najlepše. To mi pomeni izjemno veliko, ker v bistvu v prejšnjih letih se nisem aktualno ukvarjala z hitrostjo, ampak sem dobesedno kljub ne toliko treningom sem uspela pokazati konstantne rezultate in konstantne performance in to mi zelo dosti pomeni. Tako da izjemno sem zadovoljna in to je samo češnja na vrhu tortice. To drugo zmago pa si je skoraj že zagotovila naslov državne prvakinje, kajti do konca preostane še samo ena tekma. Definitivno bom še dala poudarek hitrosti, ampak zdaj se bom vrnila na mojo primarno disciplino balvani in se na polno pripravila za naslednjo sezono, da začnem spet na mednarodnih tekmah, na svetovnih prvenstvih, pokalih, pobirati medalje, teda to je moj cilj. Velike zmage se je v moški konkurenci veselil član športno-plezalnega odseka iz Celja Anej Koštomaj. Njegov najhitrejši poskus pa se je ustavil pri času 7 sekund in 9 stotink. Danes sem šel vse rane, bolj taktično in za vsega sem šel tako hiter, ko sem ga mogel iti, da sem na koncu prišel do prvega mesta. Hitrost, že od malega mi je zanimiva, s tem, da nisem do zdaj tu plezal, jo plezam bolj redno od začetka tega leta, tako da bomo šli tako naprej, bomo videli, do kam bomo prišli.